Dober večer. Bomo kar začeli. Torej, dobrodošli na Goriškem večeru. Med nami toplo pozdravljam nekdanjega predsednika Republike Slovenije, Boruta Pahorja. In se mu zahvaljujem, ker si je vzel čas, da bo tukaj z nami na omizju o Jožetu Pučniku. Po tukajšnjem pogovoru se bo gospod Pahor udeležil Akademije Mirka Špacapana v Števarjanu. Tema bo o narodnostih in drugih vprašanjih slovenstva, bo v družbi z mladimi iz zamejstva, Koroške in Argentine. Pozdravljam tudi predstavnike Celjske Mohorjeve družbe, ki sodelujejo z Združenjem za vrednote slovenske osamosvojitve pri organizaciji tega večera. Z nami so urednik Željko Osed, avtor zbornika Dejan Valentinčič in voditeljica pogovora Saška Ocvirk. Lepo pozdravljeni. Zbornik o Jožetu Pučniku, kateremu je šlo samo za Slovenijo in njeno samostojnost, boste imeli priliko kupiti po tem omizju, po tem pogovoru. Torej, Jožetu Pučniku je šlo samo za Slovenijo, za njeno samostojnost. Kljub temu pa so ga zlohotni mediji in politika ožigosali za revanšista do tiste oblasti, ki ga je dvakrat poslala v dolgoletni zapor. Ob bližajočem se prazniku, dnevu samostojnosti in enotnosti, je prav, da damo očetu slovenske osamosvojitve častno mesto v zgodovinskem spominu in krajini. Ironija je pa tudi to, da je danes 80-letnica drugega zasedanja AVNOJ-a in še veliko Slovencev se je udeležilo te obeležitve dneva, tega praznika, ko se je utrdila oblast, ki je Jožeta Pučnika preganjala, torej farsa. Sedaj pa besedo predajam voditeljici Saški Ocvirk. Spoštovani, pod okriljem Muzeja slovenske osamosvojitve je bil v luči 90-letnice rojstva v letu 2022 in 20. obletnice smrti v letu 2023 v začetku oktobra lani na Slovenski matici o doktorju Jožetu Pučniku organiziran simpozij. V slovenskem medijskem prostoru je odmeval na svojstven način. Vsekakor pa je ponovno osvetlil pomen Pučnikove vloge v zgodovinskih procesih konec 80. in 90. let prejšnjega stoletja. Na tem simpoziju je še kot predsednik države takrat spregovoril gospod Borut Pahor. Na očeta in strica sta spomine obudila sin Gorazd Pučnik in nečakinja Iva Pučnik Ozimič. V širši zgodovinski in družbeno-politični kontekst so Pučnika umestili številni njegovi sodobniki in politični sopotniki, Janez Janša in Lojze Peterle, akademika dr. Janko Kos in dr. Milček Komelj, dr. Aleš Maver, dr. Aleš Gabrič, dr. Stane Granda, magister Igor Omerza, dr. Dimitrij Rupel, Alenka Puhar, dvojni dr. Igor Grdina, Ivo Jevnikar, Franci Feltrin, dr. Pamela Glušič, Mateja Richter in dr. Dejan Valentinčič ter seveda dr. Željko Osed. Dr. Željko Osed je prispevke vsebinsko uredil v Celjski Mohorjevi družbi, seveda v sodelovanju s takrat še obstoječim Muzejem slovenske osamosvojitve, pa smo jih izdali v knjigi z naslovom Jože Pučnik v zgodovinskem spominu in spominu sodobnikov. Danes v svoji družbi toplo pozdravljam vse naštete goste, gospod Borut Pahor, dr. Željko Osed in Dejan Valentinčič. Hvala za vaš čas in vašo pripravljenost.
Dr. Željko Oset, zbornik ste vsebinsko uredili, simpozij in razstavo o Jožetu Pučniku, ki sta bila temelj za knjigo, ste organizirali še kot direktor Muzeja slovenske osamosvojitve. In danes lahko ugotavljamo, da je ta knjiga v bistvu edina materialna stvar, ki je ostala za tem slovenskim muzejem. S kakšnimi občutki jo danes jemljete v roke, potem, ko je minilo že kar nekaj časa in so se stvari nekoliko vnesle in umirile? Dober večer. Zelo sem vesel, da ste se tako polnoštevilno udeležili te naše predstavitve knjige. To je 3. predstavitev knjige in na poti sem smo se pogovarjali, kateri svetovni dan je to. Na prvo predstavitev je bil svetovni dan makaronov, danes je pa svetovni dan čokolade. In se mi zdi, da v življenju moramo gledati na te pozitivne stvari. Ne nazadnje nas na to spominja tudi življenjska zgodba Jožeta Pučnika, ki je v življenju šel skozi različne faze. Recimo, temu tako, v mladosti je nagovarjal svoje starše, da naj vstopijo v kmetijsko zadrugo, ampak je oče temu nasprotoval. Nato je kot dijak mariborske klasične gimnazije bil kaznovan za svoje svobodne mladostniške misli, ampak to ga ni ustavilo. Tudi potem, ko je prišel v Ljubljano, je bil kaznovan, ampak ga ni ustavilo. Ni pa to v njem povzročilo neke življenjske zagrenjenosti, kot v zborniku piše akademik Janko Kos, je znal obvladati to osnovno zlo v človeku in je znal preseči to in k temu je seveda bistveno pripomogla njegova morala in upal bi si trditi tudi njegova življenjska zgodba, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu, kamor je odšel, se tudi oblikoval v tem akademskem smislu in se potem vrnil nazaj v Slovenijo, kjer je sodeloval v zgodovinskih procesih in je iskal tisti ključni odgovor, ki po mojem je za vsako oblast ključen. Vsaj ljudje tako pričakujemo, torej kakšna je prihodnost. In Pučnik je v tem pogledu ponudil odgovor, samostojna Slovenija. In se mi zdi, da sam muzej je ravno te stvari, procese in dogodke želel postaviti malo bolj v središče. Če tako pogledamo malce širše, je obdobje osamosvojitve, nastanka države po nepotrebnem, drzno bi se celo reči, krivično zapostavljeno. Ker tisti, ki malo potujemo po svetu, nas vprašajo, kdaj pa vaša država nastala, kaj je vaše bistvo, kaj je tisto, kar vi kot državljani te države predstavljate nam v tujini. In se mi zdi, da je tu nam daje lahko Jože Pučnik navdih in ravno okoli tega smo želeli zgraditi zgodbo. Žal pa, vsaj začasno bi temu rekel, je prišlo do prekinitve tega procesa in jaz upam, da bodo moji bivši sodelavci v novem muzeju kljub vsemu posvečali več pozornosti kot doslej nastanku države in kaj to dejansko pomeni. Ker upal bi si trditi, da nastanek države je tako edinstven, unikaten dogodek, da kljub vsem pomanjkljivostim je to neko središče, neka izhodiščna točka za našo prihodnost. Lahko smo z državo nezadovoljni, lahko si želimo več, ampak moramo delati, da bo ta država boljša. In brez ustreznega vrednotenja nastanka te države, temeljev te države, ne bo svetle prihodnosti. In ljudje s to državo ne bodo zadovoljni, kot bi sicer lahko bili.
Valentinčič, kakšni so pa vaši spomini na dogajanje ob simpoziju in po simpoziju? Hvala lepa, lep pozdrav vsem tudi z moje strani. Še posebej bi želel pozdraviti Gorazda Pučnika, sina Jožeta Pučnika, ki je danes tudi z nami, ni bilo še omenjeno. Torej, jaz lahko rečem, da so moji spomini na proces vsebinske priprave mojega prispevka za simpozij, kasneje za zbornik, izključno prijetni, za razliko od Željkota, seveda nisem imel nobenih organizacijskih in tehničnih in logističnih zadolžitev, torej sem se lahko poglobil zgolj v vsebino, v tisto, kar me najbolj zanima. In seveda to je potem ena priložnost, ko poskušaš neko svoje sporočilo dati bralcem, ampak istočasno tudi nekako imaš priložnost in dolžnost, da se poglobiš v neke nove aspekte osebnosti. Torej, moja tematika v zborniku se dotika v enem prispevku prisotnosti Jože Pučnika med koroškimi Slovenci, v drugem prispevku pa njegovega obiska v Avstraliji, februarja leta 1991. In ena taka zanimiva stvar, ki bi jo mogoče na tem mestu omenil, je, da seveda, ko je Jože Pučnik kot predsednik Demosa odhajal med rojake na tuje, je seveda bil tam recimo zelo veličastno sprejet. Recimo dam en tak primer, ko je pristal recimo v Melbourneu, ga je na letališču pričakalo 70 Slovencev, tudi v narodnih nošah s harmoniko in tako naprej, ponudili so mu kruh in sol in prvi stavek je bil dobrodošli v avstralski Sloveniji. In potem po koncu obiska je tam slovenski časopis je dal sliko z tega sprejema in naslov je bil Tako Slovenci sprejemajo svoje velike može. Torej, to potem pokaže na en vidik, recimo, kako so tudi na tujem mogoče celo še bolj razumeli, kaj se tukaj dogaja. Po drugi strani pa je tudi zanimivo, seveda takratni politiki, ki so bili aktivni v času osamosvojitve, so precej hodili med Slovence na tuje po podporo. Jože Pučnik pa edini tak obisk, recimo v izseljenstvu prekomorski je bil v Avstraliji, ampak zanimivo pri vseh teh, vključno z Jožetom Pučnikom je, da so marsikdaj mogoče kakšno stvar še celo bolj iskreno povedali na tujem kot bi doma, torej in so se te stvari tam znašle v časopisih, tako da recimo to je bil en tak vidik, ki ga mogoče pogosto spregledamo, torej zamejsko izseljensko časopisje skriva marsikakšen tak drobec, ki smo ga mi spregledali, zato ker ni tako blizu našim očem in nekako to je tudi en vidik, ki sem ga poskušal potem tukaj predstaviti. Hvala lepa. Gospod Pahor, ogromno dela imate. Nič se ne pozna, da ste nekdanji predsednik. Kaj se je spremenilo od lani do letos, glede na to, da že nocoj gostujete na 2 dogodkih? Dragi Gorazd, gospe in gospodje, dober večer. Hvala za vabilo. Tako vabilu za simpozij lansko leto, kot temu vabilu se nisem želel odreči. Štejem na nek način za svojo dolžnost, seveda pa tudi za velik privilegij, da lahko tudi iz svojega osebnega izkustva pričam o velikanu, slovenskem političnem velikanu, doktorju Pučniku. Zlasti lansko leto na simpoziju muzeja sem povedal, da sem zlasti kot predsednik republike čutil dolžnost, da se simpozija udeležim. In povedal, da se mi zdi odnos slovenske države tudi zelo preveč ravnodušen do, po mojem mnenju, najpomembnejše politične osebnosti slovenske sodobne politične zgodovine, doktorja Jožeta Pučnika. Najpomembnejše zato, ker je bil eden zelo pomembnih, morda nemara že takrat, odločilnih dejavnikov v slovenski politični pomladi, gotovo pa, tako ga imam pred očmi tudi svoje osebne izkušnje, najpomembnejši mož slovenske osamosvojitve. Iz te knjige, ker bom potem nekaj rekel o dr. Pučniku, tako kot ga zdaj opisujem v moji novi knjigi, bi rad rekel eno stvar. Vedno sem se spraševal tudi takrat na simpoziju v muzeju oziroma v Matici, zakaj smo Slovenci tako zadržano navdušeni nad Pučnikom oziroma pravzaprav sploh nismo tako, kot bi
smeli in morali biti. Povedal sem, da iz mojih izkušenj, ko se družim z mladimi ljudmi in družim se zelo veliko, ugotavljam, da veliko bolj vedo, kdo je ustanovitelj Appla, da je to Steve Jobs, kot kdo je ustanovitelj slovenske države, torej dr. Jože Pučnik. In da bi se mogli vsi skupaj na tem zelo zamisliti. In da to morda ni slučajno. In potem si skušam razložiti, morda seveda pristransko in narobe, ampak tudi za potrebe tega goriškega večera, zakaj je temu tako. In se mi zdi, da nisem daleč od resnice. A dr. Jože Pučnik, ta zelo premočrtan mož slovenske demokratizacije in osamosvojitve, je namreč potem, ko je Slovenija ustanovila svojo državo, se obranila in je bila diplomatsko priznana, prevzel neko dolžnost, ki je bila pravzaprav na nek svojevrsten način ravno tako pomembna kot delo, ki ga je kot vodja Demosa opravljal prej. In to je vodenje komisije za preiskovanje povojnih zločinov. No, tam pa se je Pučnik seveda velikemu delu javnosti, enemu delu pa prav gotovo, spričo svoje premočrtnosti, kot je bil vajen pri vseh stvareh v življenju, zelo zameril. Tisto, kar se mi zdi, je nepravično do njega, pa je njegov cilj, ki ga je takrat imel in je bil in ostaja plemenit. Kolikor sem jaz lahko iz pogovorov z njim razbral, ker sva jih imela, on je bil nenazadnje, morda se kdo spomni, tudi tukaj je moj gost na poslanskem večeru, kolikor sva jih imela, sem lahko sam videl, pa tudi drugi, ki so ga proučevali, so mi to povedali, da je imel s komisijo željo ne da pride kot nek preiskovalni organ do samih zločincev. Nenazadnje od takrat minilo 50 in 55 let in več. Ampak da vse, ker je menil, da je šlo v tistem ravnanju države, revolucionarne oblasti, za neko kulturo politike, da se ta kultura politike pravzaprav z neko katarzo spremeni v novi demokratični Sloveniji. Ta cilj je bil zelo plemenit in ga večji del javnosti ni želel sprejeti. Takrat se je že začela ta polarizacija glede polpretekle zgodovine, vnovič, srdito, in Pučnik je bil ta žrtev, se mi zdi, tistega časa, na sredini 90-ih let, zaradi katerega, se mi zdi, ga je en del javnosti odsekal iz kolektivnega spomina. In to je velika žrtev in škoda za slovenski zgodovinski spomin. Jaz sem prejšnji teden izdal mojo knjigo, ki je namenjena mladim ljudem, to je priročnik za politične in druge začetnike. To ni kakšna inventura slovenske politike ali kakšno raziskovanje ozadij, ampak poskušam na en tak navdihujoč način za primeri, dobrimi praksami v različnih poglavjih navdušiti mlade ljudi za kakšna ravnanja, premišljevanja in tako naprej. In v dveh poglavjih, eno je osredotočenost, drugo pa pogum in ustrajnost, naveden kot primer dr. Pučnika. Govorim o enem trenutku, ki mi je ostal zavedno v spominu, ko sem bil na obisku v poslanski skupini, takrat mislim, da Slovenske demokratske stranke, takrat je bila še SDS, in sem gledal skozi okno človeka, ki sem ga seveda po hoji prepoznal, čakatega, ki je hodil po cesti ob državnem zboru in se usedel v svoj razmajan Hyundai in se odpeljal. Nihče mu ni posvetil pozornost in on ni zase terjal. V nek razmajan Hyundai se je usedel in to v času, ko se je razbohotilo v Sloveniji ogromno mladih kapitalistov, ki so se vozili v super avtomobilih. To se mi je zdelo eno tako, zame takrat, eno tako spoznanje, da nikoli ni iskal in tudi nikoli ni našel nekega drugega zadoščenja kot to, kar je sam svojim političnim delom ustvaril. In to je eno demokratično in samostojno državo. Tudi se ni prerival za to, da bi se ga zelo cenilo zaradi tega, ampak je pustil, da čas opravi svoje. Mislim pa, da, in s tem končujem, da je tudi s tem zbornikom, ki je nastal na podlagi tistega simpozija, na nek način se mi zdi vendarle tudi tisti del javnosti, ki na glas o tem noče govoriti, vendarle počasi začel spoznavati, da imamo državo, ki ni nastala zaradi božje volje, ampak zaradi naše in nekdo je pri tem dajal luč. In to je bil dr. Jože Pučnik.
Hvala vam za ta spomin. Mogoče je ravno ta zgodovinski utrinek, ta vaš spomin, trenutek, ki pooseblja to, kaj je šlo narobe s to državo, ker recimo to, kar je dr. Osed prej omenil, danes je svetovni dan čokolade, na naši prejšnji predstavitvi je bil slučajno dan makaronov. Tega sva se pa spomnila zato, ker je nekdo iz občinstva na to upozoril, ampak to ni bil samo svetovni dan makaronov, ampak bil je dan slovenske suverenosti. In na dan slovenske suverenosti nišče od občinstva ni zasledil ničesar o tem v medijih, poučili so ga pa o makaronih. In danes je dan tudi tak pomemben, oziroma iz naše bivše države, Rajnke Jugoslavije, ki je bil najpomembnejši dan v letu. Danes sem bila bolj pozorna na to in sem opazovala, kaj sem videla. Danes so bile zastave, takšne z rdečo zvezdo, takrat 25. oktobra ni bilo nobene. Kako smo prišli sem, kaj delamo s svojo državo? Vprašanje za vse tri. Tudi v luči Pučnikove žrtve, ki jo popisujemo v tej knjigi. Morda bi se jaz navezal na to pripoved gospoda Pahorja glede oblikovanja kolektivnega spomina. Po mojem, sicer se strinjam v osnovi s tem, da je Pučnik plačal zelo visoko ceno zaradi odkrivanja, kot se temu takrat rekli, polpretekle zgodovine. Vendar se mi zdi, da je tu treba omeniti še njegovo zavzemanje za spremembo politične in tudi družbene kulture. In na nek način to najbolj odraža aprilska številka iz leta 90, revije Ciciban. Tam noter sta predvolilna nagovora tako gospoda Pučnika kot njegovega glavnega protikandidata. Pričemer slednji govori z mladimi na en takšen, rečemo temu, lahko bi tudi rekli pokroviteljski način. Vi lepo pridno berite, pridobite dobro službo in si boste lahko kupili lepe stvari, torej takšne, ki vam jih sedaj starši ne morejo kupiti. In torej gre za eno takšno nagovarjanje potrošništva. Na drugi strani pa v krajšem besedilu Pučnik govori o pospravljanju sobe, torej kako je treba privzgojiti delovne navade in kako je potrebno biti odgovoren. In to je pa dejansko temeljna stvar v teh zelo uspešnih državah, katera bi tudi mi radi bili. To se najbolj navezuje na ta model Slovenije kot druge Švice, ki je bil zelo popularen konec 80. in potem začetku 90. let in so ljudje bili presenečeni, da standard ne raste tako hitro, da se plače ne povečuje tako hitro, kot so se predtem zaradi inflacije seveda, ampak da standard je še zmeraj bistveno nižji kot v Švici. Ampak in zato pač je prišlo tudi do enega razočaranja. Če se morda tukaj zgodovinsko navežem na eno obdobje prej, 2 desetletji nazaj, v začetku 70. let se je v Jugoslaviji začelo pospešeno kopirati tako imenovani skandinavski model. In so takrat se zgledovali po švedski zakonodaji. So tudi poslali slovenske, hrvaške, srbske in tako naprej strokovnjake na usposabljanje na Švedsko, najraje na univerzo v Lund. In tam so se ti mladi usposobili, prišli nazaj, tudi napisali zakonodajo, ampak se je potem zataknili, ker ni vse v zakonodaji, je tudi v tej morali, v spoštovanju nenapisanih pravil. In tisti, ki ste potovali po Skandinaviji, ali pa če ste gostovali, kot sem imel sam priložnost biti gost, kot gostujoči profesor, vam najprej povedo, da je vse odvisno od človeka, ki pride tja. Torej samoodgovornost kot ključno za osebno srečo.
In se mi zdi, da je Pučnik tudi potem formiran v tem nemškem okolju, to prinesel s sabo. In je želel to v Sloveniji, da bi prišlo tudi do te spremembe v smeri večje samoodgovornosti in odgovornosti. Ampak ljudje so bili navajeni, da ko se izvaja reforma, da se dejansko zares veliko ne spremeni, da pride samo do kolobarjenja kadrov, majhni kadrovski premiki, da pa vsebina se pa toliko ne spremeni. In to pač vidimo še danes, ne, da ko se pogovarjamo o reformi, so velike napovedi in na koncu pač se zares veliko ne spremeni, če seveda vmes ne poseže kozmični dež. Tako da se mi zdi, da Pučnik je ravno v tej smeri, po mojem, je njegov največji prispevek in tukaj so ga sprejeli zelo nenaklonjeno, tudi takrat je bil označevan kot Nemec, kot nekdo, ki se je poročil z Nemko, ki je verjetno celo nemški agent, ki je prišel v Slovenijo se maščevati, torej skratka je revanšist, kot piše v zborniku Alenka Puhar, se ga je pripisovali nekim temnim fašističnim silam, ki želijo ugonobiti deželo, v kateri se cedita mlek in med. Ampak to ni res. Če ne bi pripadla Jugoslavija gospodarsko, verjetno ne bi bilo takšne podpore sami osamosvojitvi. Ker se mi zdi, da ta nacionalni moment je verjetno bi tvegal oceno med 50 in 60, ostalih 20-30% na samem plebiscitu pa je bil pridan zaradi nezadovoljstva z gospodarskim položajem in brezperspektivnostjo. Če v 60 letih je ta brezperspektivnost se dotikala predvsem revnih podeželskih ljudi, ki so odšli v tujino, se je v 80-ih to dotikalo predvsem izobraženih, ki so tudi v sklopu demokratizacije predstavili drugačno vizijo in se potem to materializiralo tudi zaradi Jožeta Pučnika v sami osamosvojitvi Republike Slovenije. Zdaj mogoče kar vas izvala, glede na to, da nimate veliko časa. No, v tej že omenjeni moji knjigi govorim o Pučniku še enkrat, večkrat, ampak še enkrat v enem kontekstu, ki se mi zdi relevanten tudi za ta nocojšnji pogovor. Poskušam pojasniti, da je sovraštvo v politiki stvar, ki človeka človeško in politično paralizira in da se ga moramo na nek način otresti, ker ni vzdržno in tudi ni dobro. In dajem za primer Mandelo, recimo, iz svetovne politike, ki je po 27 letih, potem ko je bil izpuščen, pravzaprav z njegovimi ječari sklenil mir, ki je omogočal nastanek mavrične države. In seveda Jožeta Pučnika, ki se vrne iz Nemčije, potem ko je bil, mislim, da 9 let zaprt, vsega skupaj, ja. Plodovito botruje slovenski politični pomladi, je nestor slovenske države in, tukaj pa zdaj lahko govorim prav v prvi osebi, mislim, da je bilo to januarja 1991 ali 1992, ne morem priseči, se ne spomnim, ampak on in njegov sekretar stranke in jaz in še eden moj sodelavec smo sedeli v gostilni pri Zgornjem Kirnu. Jaz sem bil nenazadnje vendarle takrat poslanec stranke, ki je šla iz prejšnje partije, iz partije, ki ga je obsodila. In on je sedel tam z mano. In pogovarjali smo se o tem, ali obstoji možnost, da bi v Sloveniji, v novo nastajajoči slovenski državi, bil prostor za neko moderno socialno demokracijo evropskega tipa. In sedeli smo dvakrat in morali smo ugotoviti, da na nek način zgodovinske okoliščine niso dovolj zrele, da bi se nam to posrečilo. Jaz sem to vedno obžaloval. To, da se nam to ni posrečilo, je pravzaprav potem levi sredini ves čas slabo obrestovalo. Ravno danes, če morda poslušal, sem na vprašanje o tem, čemu smo sedaj priča, rekel, da smo, in to govorim z nekim upanjem in optimizmom, na pragu konca neke dobe v Sloveniji, od osamosvojitve naprej, kar zadeva levo sredino.
Če izvzamem Drnovška, ki je bil suveren predsednik vlade in se je znal otresti vplivov, ki so prihajali izven političnih institucij, pa potem pravzaprav vse od njega naprej na položaju predsednika vlade, vključno z mano in mojo vlado, ni bilo dovolj samostojnosti in neodvisnosti, da bi znali suvereno voditi vlado in državo mimo teh institucij, moči, ki so bile zunaj institucij. Ta moč pa seveda se na nek način generira se iz prejšnjega časa, politično, kapitalsko. Ta čas se končuje. Ta čas, ko je lahko to neodgovorno, netransparentno, seveda nič tega ni nezakonitega, nič tega ni protipravnega, ampak na neki meji legalnosti, legitimnosti, ta čas se v Sloveniji izteka. In kot sem rekel, na nek način se mi zdi ironično ali pa paradoksalno, da pravzaprav desna sredina danes bolj razume ta klic časa, kot so me danes citirali na Radio-televiziji Slovenija, ker tako tudi mislim, da se tam bolj razume, da prihaja nek nov čas in da je treba imeti neke nove prijeme in nek novo kulturo in nek nov pristop. In v tem smislu se mi zdi, da če bi takrat tisti poskus leta 91 ali 92 s Pučnikom takrat uspel, bi bilo marsikaj drugače, kot je bilo sicer, ker je imel, bom rekel, neposredno roke zraven. Ampak vseeno sem zelo hvaležen, da sem imel to osebno izkušnjo, srečevan z njim, bil je tudi pri nas doma v Šempetru in to je vedno moji družini ostalo v zelo lepem spominu. Bil je za spomenko Hribar, če sta se tukaj v veliki dvorani tukaj skregala, zaradi nekaterih stvari pa sta se potem zelo pomirila in smo se pogovarjali o stvareh, ki so takrat Slovenijo čakale in vedeli smo, da je ta spor glede polpretekle zgodovine stvar, ki bo določala ne samo nekaj let, ampak morda desetletji. Jaz takrat na to še nisem znal tako zrelo gledati, lahko sem to samo poslušal. Ko pa sem prevzel vodenje stranke leta 1997, mi je bilo jasno, da je to tako težko vprašanje, da se ga moramo lotiti na en drug način in to je potem zelo botrovalo temu, da smo šli v eno smer sprave, kolikor je bilo to takrat mogoče. Tako da bi se rad zahvalil, da ste me povabili, upam, da nisem bil zelo nezanimiv, želim večeru še naprej lep potek. Gorazda še enkrat pozdravljam in prosim te pozdraviti vso družino. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Gorazd Pučnik, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu in vnukinja gospoda Pučnika je danes tukaj z nami, tako da zelo smo počaščeni in veseli, bi se nam pridružili, mogoče skupaj obudimo kakšen spomin, lepo povabljeni. Hvala lepa. Hvala. Najbolj dragoceno bo, glede na to, da je tukaj veliko nekih spominov na gospoda Pučnika, vaš osebni spomin na očeta. Kaj je tisto, kar najbolj nosite s seboj, na kaj ste najbolj ponosni, tisto, kar verjetno se ne da razbrati iz knjige, iz papirja? Mislim, da je bilo danes že marsikaj povedano takega, da vem, zakaj sem na njega ponosen. Ampak, dobro, to mislim, da ste zelo dobro ukvirili. Tudi ti Pahorjevi spomini so zelo zanimivi. Jih poznam tudi z druge strani. No, kar bi rad povedal, recimo, da pri nas doma smo stalno govorili o politiki. To pomeni stalno govorili o politiki, to pomeni, da ne vem, če sem prej igral šah ali prej kaj govoril o politiki ali če sem prej se naučil pisati. Ko je moja žena, mislim, da sem se za današnje čase poročil še kar mlad, pač moja žena je imela 20 let, je enkrat tudi tako mu rekla, ampak kaj, res moramo stalno govoriti samo o politiki?
No, to je v naši družini bilo nekaj čudnega, ne, ker pač smo govorili samo o politiki, ne, če nisem bil da jasen. No, vse je to dobro sprejel, ne, ker se je delno od tega tudi zavedal, ne. Mislim, to gre za tisto, kar je tudi Pahor omenil, na osredotočenost, ne. Res, ne, Jože je bil zelo osredotočen, ne. Tako, če je imel nekaj v glavi, če je nekaj mislil, da je prav, je šel do konca, ne, in to ne, da bi se kaj dosti oziral na posledice, ne. Pač, ko si v določenih trenutkih v politiki, moraš biti tak, ne. In tudi to, kar je precej bilo omenjeno, ne, da slava in to, poglejte, ne, so nekateri ljudje, ki na slavo ne dajo kaj, ampak dajo zelo dosti na to, da stvari opravijo dobro in da pridejo do konca. In to mu je uspelo. In to recimo je zame zelo pomemben tak trenutek, ne, pač vztrajnost, da če nekaj počneš, počneš to zato, ker ti to misliš, ne zato, ker potem pričakuješ od družbe, da te bo kaj se zahvalil ali ne, ne, pač mi smo menljivi, ali če ga citiram, večino kulture se porazgubi, ne, večino znanja se porazgubi tudi. In mislim, da ko imaš en tak vzor v družini, je potem lažje se odločiti, ker je vse drugo bolj enostavno. Vidva sta oba dva v svojih prispevkih preučevala odzive v medijih. Kako je bilo to, ker v bistvu slika, ki smo jo gledali v medijih, je bila sploh po današnjih pričevanjih diametralno nasprotna od tega, kakršen je dr. Pučnik bil. Kako se je on spopadal s tem, da je odprl časopis in so bile tam stvari, ki so bile težko prebavljive? Poglejte, kdo vstopi v politiko, ve, da v politiki moraš imeti tudi škornje. In da tam gre za oblast. In če nekdo vstopi v politiko, jaz mislim, da je prav, da si želi nekaj voditi. Ne mi zameriti, če imamo enega politika, ki potem noče voditi, potem ne gre početi nekaj drugega. In mislim, da to velja, ne rečem za skoraj za vsako organizacijo, ampak tudi ja. In vse z večjo ali manjšo dozo kulturo ali sovraštva so v politiki mediji vedno taki. Ne? In ne samo v Sloveniji. Ne? Kar pa je razlika v Sloveniji, recimo, da takrat je bila to mlada država in mislim, da je še vedno tako bolj mladostniška, ne? In da se določene zadeve jemlje zelo, zelo resno. Ne? To se pravi, da se obrekovanja vzame kot čisto resnico. In to je pa problem. Moram reči, da se v družini nismo, boh ve kaj, obremenjevali s tem. Ne? In ker, mislim, hočem reči, ne, je bilo danes nekaj rečeno o sovraštvu. Ne? Pogosto je sovraštvo samo en izgovor za to, da se ne pogovarjamo. Ne? Namreč Jože Pučnik je napisal v 80-ih letih knjigo Družba, kultura in tehnologija. In o tem točno opisal, kako se te zadeve pač dogajajo. Ne? To je pač tudi en tak priročnik za razumevanje družbe. Ne? To se pravi, kako se gospodarstvo ima svoje interese, politika ima druge, konec koncev tudi šolstvo ima svoje poglede, ne? Da ne govorimo o pravu in da se te državne strukture med sabo pač prerivajo. Ne? In če tukaj dodam en drugi njegov stavek, je, da Slovenija rabi več politične kulture. Pomeni prav to, ne? Da se znamo pogovarjati tudi o zadevah, kjer si nismo na istem. Ne? Da ne rečem njemu samo, ti si en butelj in pika. Ne? Ali pa da gremo na to stvar, ali imam jaz prav, ali se ti motiš. Ne? Zdaj izvedimo, če je to, ne? Bolj, če se ti motiš, ali bolj ta zadeva, da imam jaz prav. Ne?
Hočem reči, da ko nimaš argumentov, potem greš na obrekovanje. In to se v politiki, mislim, povsod na Zahodu to izkorišča. In tega je bilo v Sloveniji zelo dosti. Namreč, ko nisi imel argumentov, potem udariš po glavi z drugimi zadevami. Ampak če sem zdaj mogoče moj odgovor malo preveč zakompliciral, kar se mi dogaja, moram povedati, da ko se je šlo s tem obrekovanjem, obrekovanje je tako, da ti greš na polovične resnice. Je res, jaz sem sin z prvega zakona. In je res, da je moj oče pač imel poročil Kristel, Kristel je imel odlične odnose, to se pravi, to je bila njegova druga žena. Moji so se ločili zaradi tega, kako so šli v Nemčijo, se nista pač več razumela, narejena sta bile za boj in ne za mir, to sem večkrat povedal, mislim, tudi moja mama je bila taka bolj pogumna ženska in se pač ni ozirala na posledice, ampak dejstvo je, da je on res poročil Nemkov. To je resnica. Ampak potem pri tem obrekovanju je šlo tako daleč, živim v Trstu, da so prišli in so en politik prišli na tržaškem radiju tudi to razlagalo. Ampak v Trstu so nas vsi poznali, namreč moja mama je pesnica, pisateljca, pač bila tudi profesor na gimnaziji, na pač drugi stopni, pisala v Zalivu, če kdo ve, zakaj se gre, in še marsikje. In potem je dobila odgovor od moje mame po telefonu in potem je bilo to zaključeno, ker je imela tudi ona dar besede. Pač obrekovanje je in se to obrekovanje ponavlja. Ampak danes smo slišali, da mogoče se končuje eno obdobje. To je bilo danes nekaj, meni je to zelo zanimivo. Zdaj to obdobje ni še končano, gotovo bo še ena velika fešta, imenujmo jo tako. Gotovo bo tak trenutek in bo ena velika fešta in tam bo nekaj cajta tudi. Ampak jaz mislim, da vsaka zadeva mora imeti svoj čas. In pač čas pride. Čas pride. Del tega, da je dr. Pučnik imel trdo kožo, da je vedel, kaj se spušča, da je vzel marsikaj v zakup, je tudi to, da res ni bil revanšist, ampak danes se pogosto v povezavi z njim govori o tem, da je bilo narobe, da ni bilo lustracije. On ni bil tak človek, tega ni zagovarjal. Kaj mislita vidva, zakaj to ni bilo izvedljivo in kaj bi bilo drugače, kaj bi bilo, če bi bilo? Torej, jaz si glede take zelo kompleksne teme drznem dati samo en dokaj pravni odgovor, ker seveda vse nekako celotna problematika je res zapletena. Seveda, lustracija, če bi se izvedlo, bi se seveda izvedlo preko pravnega akta, torej to je pravni akt, ki bi moral biti sprejet v skupščini. Vemo, da seveda en politični pol je bil a priori proti temu, drugi pol, torej Demos, je bil ena zelo heterogena druščina, tudi tam vsi tega niso podpirali. Treba pa tudi to vedeti, takrat do leta 1992, torej do uveljavitve nove ustave, do prvih volitev, je bila skupščina sestavljena iz 3 domov. Torej mi smo takrat imeli 240 delegatov, 3 domove po 80 delegatov in za takratne volitve lahko rečemo, da so bile večstrankarske. Zdaj vprašanje, koliko pa lahko za takratne volitve uporabljamo pridevnik demokratične. Kajti, zdaj seveda ena stvar je bila že ta seveda medijska neuravnoteženost, dobro, to je ostalo tudi še danes, ampak druga stvar zelo pomembna je pa tudi torej 3 domovi, zbor združenega dela, to je bil seveda zbor nekako direktorjev državnih podjetij in sindikalistov, torej tam je seveda imela ta bivša vladajoča opcija seveda zelo veliko večino in seveda predpisi pa so morali biti sprejeti v vseh 3 zborih, torej to je bil že en tak pretrd oreh. Torej, priložnost je bila zamujena, težko je zdaj špekulirati, kaj bi bilo, če bi se takrat lustracija zgodila, mogoče najboljše je pogledati po teh državah, kjer je do tega prišlo. Je pa treba reči, da se včasih reče, da bi danes bila potrebna lustracija, pač nek objektivni pogled pač pove se, da je danes za to prepozno.
ker lustracija vendarle mora biti omejena na dotično osebo ali ljudi, ki so imeli neko izvršilno funkcijo v nekem nedemokratičnem režimu. Ti ljudje so danes že v 3. življenjskem obdobju, zdaj če nekdo od njihovih naslednikov goji neke politične ideje, ki nam niso všeč, pa mogoče menimo, da niso demokratično skladne, še vendarle to ni dovolj za lustracijo. Seveda imamo pa institute, ko se lahko neko stranko prepove, če je če ustavno sodišče oceni, da ne deluje skladno z ustavo. Bila je vložena taka pobuda za stranko Levica, ampak ustavno sodišče tega ni podprlo. Je pa tako mogoče, kot ena tak zanimiv, če bi se kdo želel bolj v to poglabljati. Pred kakimi 10 leti je tako bila ena obsežna časopisna polemika med takratnim ustavnim sodnikom Janom Zobcem in bivšim ustavnim sodnikom Matevžem Krivicem, ali je demokratični socializem skladen s slovensko ustavo ali ne. In to sta več mesecev o tem debatirala v časopisu, v Financah, to seveda lahko še vedno izbrskamo in recimo tam so vsi ti argumenti veliko bolj poglobljeni, kot jih lahko danes razdelamo. Toliko daleč bi si jaz upal iti. Glede tega vprašanja, o tem piše gospod prvi predsednik slovenske vlade in je na samem simpoziju povedal, da kamorkoli pride, mu to očitajo in v svoj zagovor vedno pove, da je Demos bil koalicija, zaradi česar takšni predlogi bi bili zaustavljeni, še preden bi bili vloženi v samo skupščino. In tako kot je Dejan povedal, je veliko vprašanje, če bi bili sploh obravnavani. Spomnimo se, da recimo zakon o privatizaciji ni prišel na dnevni red zbora Združenega dela, kar bi se verjetno zgodilo tudi tukaj. In takrat ob nastopu Demosove vlade je bilo veliko govora o kadrovskem cunamiju, o odstranjevanju domnevno izkušenih, dobro usposobljenih direktorjev in se kar naenkrat začelo na veliko pisati o gospodarskih težavah, ki so očitno, če bi sklepali po medijskih objavah, nastale čez noč zaradi nastopa nove vlade. In takrat je bilo veliko govora o tem, četudi ni prišlo do menjav, da Demos poslabšuje gospodarsko okolje, da ni ukrepov, da ni več podpore. In se je s tem ustvarjalo javno mnenje, ki je bilo nasprotno menjavam tudi neuspešnih direktorjev, tudi takšnih direktorjev, ki so vzpostavljali takrat tako imenovana bypass podjetja, ko so zdrava jedra prenašali na vzporedne gospodarske družbe in se takrat dogajala taka tiha divja privatizacija. Tako da takrat je nastalo takšno javno mnenje, ki je bilo proti tem spremembam in se mi zdi, da je bilo to v funkciji zmanjševanja poguma, da bi takšne predloge poslali v zakonodajni postopek in če se ne motim, je bil sprejet samo sklep, določilo, da ne smejo sodniške funkcije upravljati tisti sodniki, ki so dokazano kršili človekove pravice v prejšnjem sistemu, ki ga je Ustavno sodišče spoznalo za nedemokratično, ki je sistemsko kršilo človekove pravice. In o tem vprašanju jaz nisem zasledil kakšne večje razprave, je to nekakšna tabu tema, se mi pa zdi, da same spremembe niso dovolj v tem smislu, ker ključna je ta institucionalna kultura, torej kaj določen organ zastopa, tudi kako meritokratsko napredujejo javni uslužbenci, sodniki, tožilci, ker vsi si želimo dobro delujočih državnih organov, ki so v funkciji izpolnjevanja pričakovanj državljanov, torej delajo v in za korist svojih državljanov. Jaz vas povabim tudi k kakšnemu vprašanju.
Lahko kar nakažete, vam bodo dali mikrofon. Sicer pa še ena stvar. Prej ste rekli, gospod Gorazd, bo sprememba. Tudi gospoda Pahorja smo slišali, da smo v časih, ki so začetek nekega konca. Ampak včasih se zdi, sploh v zadnjem letu, da je noč najbolj temna, preden se zjasni. Ker to leto smo doživeli ukinitev praznika spomina na žrtve komunizma, ukinili, praktično izbrisali so Muzej slovenske osamosvojitve in če smem prebrati misel Franceta Cukjatija v letošnjem Ohorjevem koledarju, celjskem Ohorjevem, med drugim pravi: Zbranega je bilo že veliko gradiva, zagotovljeni prostori in finance, vzpostavljena kakovostna kadrovska mreža, a je nova politična zagnanost ta muzej premestila, utopila, kadrovsko izpraznila, skratka črtala iz svojega vseožjega in vase zazrtega horizonta. Nobenega spoštovanja tisočletnih hrepenenj slovenskega naroda po samostojnosti in nobenega čuta za vse tiste, ki so tvegali svoja življenja in se resnično borili za uresničitev volje plebiscitarne večine državljanov. Kot bi nas zajela nepričakovana ujma in bi nam plaz odnesel skupno hišo slovenskega naroda. Te besede mislim, da povedo vse o trenutnem stanju v državi, ampak zdaj govorimo o sanaciji po poplavah. Sanacija tega trenutnega stanja, kako ocenjujete možnosti, da se bo kaj kmalu karkoli spremenilo, tudi v zvezi z muzejem v končni fazi? Ja, jaz bi povedal misel Simona Gregorčiča, ki je da pred dobrimi 140 leti zapisal nekaj v tem smislu, da človek mora narediti ne samo tisto, kar mora v skladu s svojim stanom, poklicem, ampak kar mu veleva notranje bistvo. Torej, pač delati je treba dobro, ukvarjati se z zgodovino, tudi s takšnimi projekti, kot je ta zbornik, ki verjamem, da je zanimivo čtivo, nekakšen spomenik, lahko tudi je memorabilija, torej za tiste zveste podpornike Muzeja slovenske osamosvojitve. Tako da jaz sem prepričan, da z dobrim delom na dolgi rok, da se naredi največ, da je to najboljša strategija in se trudi čim več in čim bolje. Imamo državo, nekateri sicer sanjajo o novi Jugoslaviji, ampak naši južni sosedi so Hrvati in Hrvati ne bodo za nič na svetu vstopili v novo Jugoslavijo. Zdaj, nedavno sem bil v arhivu Jugoslavije in sem se pogovarjal z mladimi Srbi, tudi takšnimi, ki študirajo v Sloveniji in so navdušeni nad Slovenijo, kako je pri nas urejeno, dobra javna infrastruktura, kakovostno šolstvo, ni problemov s korupcijo. No, in so tudi govorili o tem, kako je njihov cilj še zmeraj pobegniti iz države. In se mi zdi, da če mladi odhajajo iz države in se ne želijo vrniti v svojo državo, takšna država ima bolj slabo prihodnost. In se mi zdi, da se bo ta jutranji svit začel delati, ko se bodo mladi z veseljem vračali v Slovenijo, ko bodo tukaj z veseljem delovali, prispevali k blaginji in bodo pravila tako jasna, da jih bo mogoče zelo enostavno pojasniti in bomo ohranili tudi to socialno povezanost in socialno državo, ki jo imamo, lahko jo pa samo še nadgradimo. O dobrem delu ne rečem samo še to, da čestitke, nekdanji direktor tega muzeja je zdaj pred kratkim prejel nagrado Slovenske akademije znanosti in umetnosti kot prvi v vrsti za posebne dosežke, tako da čestitke. Oprostite, no, ne morem preko tega. Jaz čestitam
za tvoj nagovor, ne, ga bom sintetiziral tako. Vedel sem, da če bom delal, kot mislim, da je prav, bom dobil po glavi, ampak sem vseeno šel naprej do konca. Je pravilna sinteza? To je, pač to je danes tudi pomembno, ne, da nekdo vztraja in da potem zadeve naredi, kot je prav, da se jih naredi. Ne. In to je vedno, po mojem, v eni skupnosti. Ne. Poglejte, jaz imam pravka z vzgojitelji, ne, vzgojitelji so tisti, ki pač naredijo, kar morejo, in potem so tisti, ki naredijo, kar morejo. Ampak tisti, ki naredijo, kar morejo, nekaj več. Ne. Zdaj jaz mislim, da samo demokracija funkcionira na temu, da se naredi nekaj več. Ne, in zato mislim, da so to sami lepi znaki in da pač tukaj naprej. Ne. Mislim, ilustracija, če bom še jaz kaj rekel. Pač, mislim, da zdaj po 30 letih govorimo o tem, kaj bi bilo, če bi bilo ali pa če ne bi bilo, ne bi zdaj citiral Quaina, ne bi rekel, da ta svet, kjer upoštevamo, kaj bi bilo, če ne bi bilo, potem postane malo preveč nasičen, ne, in se ne da potem tukaj naprej kaj dosti o tem govoriti. Ne. Pač tista je bila na možnost, ni bilo, ne, oziroma če poenostavim, je kot tisti, ki je trener v ponedeljek. Ne. Ponedeljek po tekmi smo vsi vemo, kaj se bo zgodilo, ne, če primerjam športom. Ne. Ampak potem tisto soboto ali med tekmo je malo bolj težko. Zdaj, kar bi rad spomnil je to. Osamosvojitev je bila nekaj strašno, ne vem, kaj reči. Še zdaj, ko sem bil tam blizu kot opazovalec, rečem, da še zdaj se mi ni jasno, kako je bilo možno, da se je to zgodilo. Namreč takrat v parlamentu, dajte se spomniti, so bili sami začetniki. To sem prej govoril tudi s Pahorjem. Ne. Mislim, posebno v Demosu ni bilo enega, ki bi imel kakšne izkušnje ne v parlamentu, niti v najmanjši občini v Sloveniji. To so bili sami ljudje, ki so začeli, kot da bi prvi dan igrali tenis. Ne dobim boljše, ali pa kot bi prvi dan rekli, ok, zdaj bom plaval, ne? Ampak znam plavati, ampak nisem nikoli tekmoval. In to so spravili skupaj. In če bomo kdaj pisali, mogoče čez 10 let, ne jaz, ampak če boste pisali, kako so bile te zgodbe, ne, kako se je to dogajalo in kako so bile določene zadeve tako strašno na nitki, ne, jaz mislim, da je bilo takrat napravljeno zelo dosti. Ne. In mislim, da tisti trenutek razumljivo, ne, nekdo je imel oblast, v tej oblasti je že nekdo drugi nekaj govoril danes, kar je pomenljivo, ne, pomeni, da je obstajala, da niso to samo naše fantazije in je en dober znak, da se o tem zdaj govori, ker precej lucidno in umirjeno. Poglejte, to pri 20 leti ni bilo mogoče, ne, če rečem. Ne, to pomeni dobro. Ne. Tako je šlo, zdaj naprej. Ne. Zdaj imamo dve možnosti. Ali objokovati, kako je bilo hudo, ne, ali pa iti naprej. Ne. Zdaj jaz mislim, da vseeno tukaj moja hčerka je tam bolj mlada. Ne. Zdaj, če mi zdaj objokujemo, kako je bilo, ne, potem bodo vsi tisti mlajši od 30 let pobegali. Ne. Mislim tudi tisti od 40 let. Ne. Zdaj, dobro, jaz bi tudi rajši bil mlajši. Tudi vi. Zdaj, tako je. Ne. Ali pa, če citiram zopet mojega očeta, ne, ker imel te ideje, rekel, veste, meni bom zaključil. Čem zaključiti, ne, mislim, da smo. Bo še kakšno vprašanje? Ne, mislim, da mogoče ne bo. Enkrat so ga intervjuvali po televiziji, to je znano, in so ga vprašali, doktor Pučnik, vaše življenje je bilo tako trdo, tako hudo, ne? Vse to, da bi se skoraj razjokal človek tam, ne? Je rekel, ja, ampak jaz bi šel še enkrat skozi, tudi dvakrat, ne? Žal se ne da, ne? Jaz mislim, da življenje je najhujše, ko je dolgočasno. Če si preveč dolgočasen, te bo partner zapustil, to tudi resnica. Zato zaradi tega mi moramo biti tako in zdaj naprej, da nas bodo mladi zapustili. In zato je konec, naprej, vsak naj naredi, kar more in živimo v čudoviti državi. Jaz mislim, da na to ni kaj dodati. Bi še kdo kaj vprašal? Izvolite.
gospoda Pahorja, Boruta ni več tu, ampak jaz bi mu vseeno dal eno priznanje. On je rekel na tistem simpoziju, da je Pučnik eden največjih Slovencev. In mislim, da se je s to izjavo odkupil za kakšno napako za nazaj. Ker je Pučnik res eden največjih Slovencev in mislim, da bo to tudi ostal. In vsi tisti, ki so mu hranili življenje, počasi ali pa kar hitro odhajajo na smetišče zgodovine. Če ob tem reče recimo, da je Pučnik diplomiral na fakulteti v Ljubljani in da mu niso dali diplome, ko je za to prosil, in da med tistimi, ki so bili takrat funkcionarji, je bil tudi Kučan, je to veliko pove o tem. In še to bom rekel, zelo obžalujem, da Pučnik ni bil izvoljen za predsednika države, ker si je to zaslužil. In on je bil, bi rekel, edini komunist v tej državi, ki je za to idejo žrtvoval svoje življenje, svojo svobodo, ker lahko bi postal oportunist pravi čas in pravočasno šel recimo v Nemčijo, ampak je šel v zapor za idejo. Takih ljudi Slovenija res ni imela in mislim, da jih ima še zmeri zelo malo, če jih ima. Jaz sem kaplan tukaj v Novi Gorici, duhovnik in bi se še živo spomnil, bi nekaj o Bogu zdaj povedal, ne? Ker je tudi predsednik Pahor, mi je žal, da ga ni več tukaj. Pučnik je takrat in jaz mislim, da to je bilo ena ključnih pravzaprav stavkov, ki je potem zaradi tega ni zmagal na volitvah. Je rekel, da ni veren, da je ateist ali nekaj takega. Medtem ko Kučan je pa rekel, moja stara mama je bila zelo pobožna. Ne? Ampak dobro, to je ena stvar. Ampak nocoj je Pahor rekel, da te države nam ni dal Bog, ampak smo si jo dali sami. Ne? Zdaj jaz razumem, da mi duhovniki delamo mogoče antireklamo za Boga, ampak je treba vseeno razločiti med cerkvijo in med Bogom. Tudi, da se po cerkvi pljuva v redi. Makar čez Boga govoriti, ali pa tako, se mi zdi, da tu pa ni ena govorica, ki je zrela, pač, ker tudi, če pomislimo na vse faktorje, na geopolitične faktorje, se govori, ne vem, pač o ekonomiji, o nacionalnosti in tako naprej, vse kaj vpliva na to, na kultura, se pogosto pozablja tudi na, bom rekel, te duhovni svet, na duhovne silnice, ki vplivajo tudi na dogajanje v svetu. In recimo ne pozabiti, da države propadajo, imperiji propadajo in tudi Slovenija bo lahko propadla. In jaz bom rekel, Bog bo dopustil, da bo, ne vem, pač se nekaj zgodilo, ne? Recimo v nekateri, sem govoril pred kratkim z enim profesorjem geopolitike v Trstu. On znanstveno študira vse te prerokbe raznih vicov, mistikov, tudi Janeza Pavla II., ki je imel neke prerokbe o Evropi. In sem vprašal, kaj pravzaprav tam je vaša ugotovitev. Je rekel to, da večina govori, da bo Evropa postala muslimanska, ampak zelo za kratek čas. In potem bodo začele vojne in bodo cela mesta porušena. Nihče ni govoril, da bo Jugoslavija propadla. Jaz sem jokal, ko je nastala Slovenija. Mi smo jokali. Jaz sem bil takrat bogoslovec 91. leta, posvečen v duhovnika. Mi smo jokali, ko smo poslušali Pučnika, Krambergerja tam na Prešernovem trgu in tako naprej. Nihče ni sploh sanjal, da bo Jugoslavija propadla.
Analitiki so rekli, ne bo vojne med Rusijo in Ukrajino, pa je vojna. Stvari niso tako preproste, sam sem bil tudi pred leti pobudnik dneva molitve za post in molitev za domovino in tudi predsedniki Amerike so to imeli. Zato jaz bi vseeno rekel, tudi če ne verjamete v Boga, ne se iz Boga delati norca. Hvala. Hvala lepa za tole misel. Vsekakor je treba opozoriti, kot je zdaj me doktor Oset spomnil, ampak to je res izjemna vloga gospoda Šuštarja pri slovenski osamosvojitvi, tako da to so zgodbe, na katere je treba opozoriti in jih nikoli pozabiti. Dober večer, Miro Mahar. Drugače sem Gorenc, pa prihajam tukaj v Gorico, ker se mi zdi, da te večeri v bistvu oživljajo določeno zgodovino. Eno anekdoto v bistvu imam, jaz ne vem, verjetno ne veste, da sem bil predsednik Demokratske stranke Slovenije. Leta 2000 sem pač popeljal mojo skupinco na volitve. Spominjam se v bistvu Jožeta Pučnika, v bistvu se mi je prikazal kot Bog, ko smo bili v Šiški v bistvu in smo takrat jubilejno proslavljali Demos, 10-letnica je bila. Bil sem med govorniki, seveda samo bil. Dejstvo je, da je bila dvorana nabito polna in jaz sem čakal svoj trenutek, da bom nastopil. Ves sem se tresel, šibal, konec koncev je bila to za mene življenjska izkušnja. Žal do tega ni prišlo, je pa takrat, ko sem mislil, da bojo mene poklicali, so poklicali Pahorja, Boruta. Šel je po stopnicah gor, skoraj se je ubil, spotaknil se je, no to se pač naredi, a ne. Vendar je imel govor, čudovit govor, zaradi tega ta množica, ogromna množica, mislim, da je njemu namenila največji aplavz. No, jaz sem se pri Podobniku pritožil, ne, med odmorom mi je obljubil, da takoj po odmoru mi bojo seveda dali priložnost, vendar jaz sem takrat šel pol v Prekmurje, ker smo imeli zbor v Črnem, kaj je bila že tista štarija v bistvu in tam smo seveda potem predvolilni boj nadaljevali, na volitvah pa pogoreli. Toliko. Dober večer. Bom še jaz nekaj dodala, ker sem poslušala Bogdana, kaj je pravil. Dejstvo je, da Pučnik je bil resnicoljuben in je povedal, on je pač povedal, da ni veren, ampak ni pa obsodil vernikov, oziroma logično je kot normalen človek, da vse ljudi jemlješ enako. Bom pa razložila na primeru, zakaj mogoče tudi Jože Pučnik ni bil izvoljen, in sicer bila sem na eni kmetiji pred volitvami in seveda poznala sem Jožeta Pučnika, ker sem bila tudi, poznala sem ga tako iz medijev, ne, in sem ga podpirala, ker sem enako razmišljala in sem enako karakterja podobnega kot Jože Pučnik, ne. In sem bila ena teta, starejša je bila, in sem rekla, joj, treba je, vi ste kmetje in to, je vaš sovaščan, treba je podpreti Jožeta Pučnika na volitvah za predsednika. In potem sem ji malo razložila, ne, kaj vse njegovo življenjsko kalvarijo in Kučana kot predsednika partije in so krivega za sistem in tako naprej. In ta teta, veste, kaj je naredila? Tako je naredila. Ni mogla več poslušati mojih argumentov. In jaz gledam začudeno, se vendar kmetica, ženska 70 let, zgarana, delovna in tako naprej, enostavno nisem razumela in potem
zagledam na mizi, veste, kaj sem zagledala na mizi? Jano, žensko revijo Jana in na prvi strani Kučana in sama lepa zgodba, pripoved o Kučanu. To je en razlog, vam bom povedala, ker ženske revije zelo pomembno vplivajo na volitve. To je sama sem večkrat ugotovila in to je en tipičen primer, kako je, ne razmišljaš z glavo, ne poznaš dobro dejstev in te mediji, modre očke in vse, kar spada zraven, v superlativih, ker oni so imeli medije. Glejte, mediji so najpomembnejši, so zvočniki. In če imate vi zvočnike, če jaz sem tiho, me noben ne sliši, lahko še kako dobro mislim in sem dober kandidat, ampak če nimam zvočnikov, me ni. Še en primer bom povedala. Moja teta isto, v Solkanu. Sem rekla, glej, da boš volila Pučnika, se je vendar človek, bom rekla, in socialno in življenjsko zagnano, delovno, sem mi razložila celotno njegovo življenje, kaj so z njim delali in tako naprej. In sem rekla, glej, v nedeljo, da boš volila Pučnika. In potem, se boš, tako mi je migala z glavo, In potem sem zagledala na mizi Nedeljski dnevnik. Je bilo vse povedano, v nedeljo je volila Kučana. Ona teta je volila Kučana, ker je bila Jana in tako naprej. Razumete, kaj pomenijo mediji? Pa še nekaj bom rekla na hitro, ker sem bila na predstavitvi knjige Rozite Pesek o Pučniku, Jože Pučnik, in sem malo poklepetala z njo ob zaključku in je rekla, prvič, Pučnik in bom rekla sa združba, niso imeli denarja. Če nimaš denarja, kako boš ti lahko vodil neke volitve? In je rekla, tukaj je, za njo je bilo to bistveno, torej pomankanje denarja, da bi lahko, in za mene je pa bistveno so mediji. Torej, Nedeljski dnevnik, Jana, obrazi in kaj jaz vem, kaj še vse. In to odloča volitve, zavedajte se, tudi danes. Hvala. Dober večer tudi v mojem imenu, jaz bom prav kratek. Malo sem zamudil, se opravičujem. Danes je bilo govora, pozdravljam čudovito zasedbo, lep večer, tehtni pogovori. Meni se mi je utrnilo par zadev, tudi kot mladega politika. Pri gospodu Jožetu Pučniku, kakor pri tudi drugih osamosvojiteljih z desne sredine, sem cenil integriteto in tudi kot mladi sledimo integriteti. To so bili politiki, ki so kazali luč, kako, v katero smer bo šla politika. Seveda nekateri drugi so se prilagajali temu, so iskali priložnosti, so sledili, vendar to so politiki, ki bojo šli v zgodovino zapisanimi z zlatimi črkami, ker dejansko so delali, kar so mislili in tako so tudi govorili. In tu je tisto, kar politika naredi velikega za razliko od ostalih večine, ki pa delajo tako, kakor jim paše ali pa kakor jim ustreza. Tako da mislim, da tudi mlada generacija to znamo ceniti in to bomo videli in to bomo tudi znali slediti. Jaz računam res tudi na to, da vendarle se tranzicija zaključuje in da vse lahko prihajajo novi časi. Hvala lepa. Dragi gostje, hvala lepa za vse vaše misli, za vaše komentarje, za vašo pozornost, za to, da ste nocoj z nami. Jaz bom zaključila samo s tem, da kljub vsemu, kar smo danes slišali slabega, mi državo imamo. In to, kar je gospod Gorazd rekel, da je bilo včasih tako zelo na nitki, vse prej kot samoumevno, da jo imamo, to je čudež, to ni samo po človeški volji, tako da glede na to, da smo deležni tega čudeža, sem prepričana, da bomo z njega tudi nekaj dobrega naredili in da bo dobro šlo naprej. In to misel bi rada, da nesemo danes domov in Pučnikovega duha širimo še naprej. Hvala lepa vsem.
In seveda, da se bojo odnesete knjigo poleg Pučnikovega duhata, na privratih jo danes lahko dobite malo ceneje. Jaz bi pa rada, torej hvala za lep večer, za lepe misli in predstavitev zbornika.